Dober večer, lepo pozdravljeni na pogovoru z alumni in informativi leto 2021, ki tokrat zdaj poteka online. Mi smo se danes zbrali, da se z alumni malo pogovorimo o študiju teologije in zakonske družinskih študij oziroma zakonske družinske terapije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Se nam zdi dragoceno, da študenti slišite tudi izkušnje bivših študentov, kako jim je sam študij pomagal pri iskanju karierne poti, kakšne spomine imajo, mogoče kakšno zanimivo anekdoto, kakšni nasveti in tako naprej. In bom jaz zdaj kar naše goste za začetek prosila, da se na kratko predstavijo, ker imajo dame prednost, bomo kar začeli z gospod Jašo Šuštar, ki je zakonska in družinska terapevtka, ima tudi svoj zavod, če se ne motim, in vas prosim za besede. Ok, dober večer, vas vse pozdravljam iz Čila. Jaz živim na drugem koncu sveta, tukaj že 5 let in zadnja leta delujem v bistvu v okviru svojega SP-ja čilenskega, izvajam zakonsko družinsko terapijo, pa izobrazila sem se tudi za dulo, tako da sem vesela vašega povabila, da se spet malo podružim s Slovenijo. Vas pa ne slišam, ne vem, kaj se je zgodilo. Hvala, mikrofonček. Hvala za besedo. Bi pa kar prosila, če še samo lahko poveste, kaj ste študirali na Teološki fakulteti, pa mogoče kdaj. Seveda, jaz sem začela študirati dvopredmetni študij, španščino in teologijo. Tako da potem, ko sem ga zaključila, sem se odločila še za zakonske družinske študije. Vmes se je že spremenil, se je naredil ta prehod v bolonjski sistem. In potem še po magisteriju sem zaključila še izpopolnjevanje. Tako da sem kar zvesta Teološki fakulteti. Super, hvala, ste dali vse programe čez. Drugo besedo, v besedi sedaj vabim še gospoda Lejana Jagodica, tudi diplomiranega teologa, ki je zaposlen na iskreni.net portalu. Izvolite. Dober večer. Kot ste že povedali, sem zaposlen na zavodu Iskreni. Zdaj že kar nekaj časa sem sodelavec tukaj. Prej sem se ukvarjal s prevajanjem. Teologijo sem študiral na začetku tega tisočletja, se pravi leta 2000 sem začel. Čisto točno se pa zdaj ne spomnim, meni se zdi, da sem tam tudi okrog 2013, da sem diplomiral. Bi mogel iti pa čisto točno pogledati, malo sem študij zavlekel, ker sem se lotil tudi potem dela, družino sem si ustvaril in je potem to malo trajalo. Sem malo daljši študij si privoščil, kakor bi bilo nujno potrebno. Imate več izkušenj z študentskega življenja, tako rekoč. Tista zadnja leta pa ni bilo več toliko tipično študentsko. Je bilo že bolj družinsko. Super, hvala. Lahko tudi povemo potem še pozneje kaj o tej temi, kako to usklajevati. Sedaj pa še prosim za predstavitev gospoda Vidmarja, direktorja Rahelinega vrtca. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem se pa najkasneje po moje vpisal in sicer leta 2007. Uspešno bil sem pred ta zadnja generacija, še pred uveljavitvijo bolonjskega sistema, tako da sem potem leta 2013 uspešno diplomiral iz vprašanja svobode v delu bratje Karamazovi od Dostojevskega. Odlično, hvala za predstavitev. Sedaj bi pa kar jaz začela z vprašanji, ki jih imamo za vas pripravljene. In kot prvo me sicer zanima, kje ste izvedeli za študij teologije oziroma v vašem primeru gospod Jašo zakonskih in družinskih študijev in zakaj ste se odločili za ta študij, kaj vas je nagovorilo? Vas svobodno vabim k besedi. Za študij teologije sem izvedela v bistvu že kot najstnica. V moji župniji smo imeli en tak mladinski program, kjer je bilo veliko animatorjev, ko so bili študenti Teološke fakultete. In v bistvu njihovo življenje, njihovo pričevanje me je toliko pritegnilo, tudi znali so predstaviti Sveto pismo na en tak način, ki ga nikoli prej nisem recimo srečala niti pri verouku, niti mogoče na duhovnih vajah.
in me je ful pritegnila. Tako da sem se potem odločila za študij teologije pa španščine. Španščina mi je bila vedno tako zelo všeč. In je bilo super, ker dvopredmetni študij si imel mogoče malo več izbire, si lahko kombiniral. Potem pa skozi študij sem pa spoznala v bistvu tudi ta program zakonske družinske terapije, ki se izvajajo na Teološki fakulteti in me je čist prepričal tako. V bistvu že sami odnosi in tudi sama psihologija je bila nekaj, kar me je od vedno zanimalo, tako da sem bila pol že tako dosti zgodaj odločena, da bom šla še naprej na specializacijo oziroma potem na ZDŠ. V čem bi pa videli doprinos dvopredmetnega študija? Tudi to je ena možnost, ki jo Teološka fakulteta ponuja v kombinaciji s Filozofsko fakulteto. Ne vem, kaj je bil tisti plus mogoče, kot če bi izbrali enosmerni študij? Ja, meni se zdi, da je fino, malo bolj ti mogoče odpre ne samo obzorje, ampak tudi poklicne možnosti. Jaz tukaj, ko sem se preselila v Čile, sem v bistvu uredila tudi svojo dokumentacijo, tako da imam priznano Teološko fakulteto, tako da imam zdaj tudi tukaj naziv profesorica v bistvu verstev. Hkrati pa v bistvu to, da znam špansko, mi je dovolil, da lahko sploh začnem svoje življenje, profesionalno pot v Čilu. Skratka se mi zdi fino, da lahko kombiniraš, sploh če imaš različne interese. Se mi zdi to zelo pozitivno. Super, hvala. Matevž in Leo, vi sta pa študirala čisto teologijo, kako rečemo radi po domače. Kje pa ste vidva se seznanila s študijem teologije in potem, kdaj je dozorela odločitev za vpis? Je bilo to takoj po gimnaziji oziroma po končani srednji šoli ali mogoče malo pozneje? Mogoče Matevž. Mislim, glih reči, da imajo starejši prednost. Ampak, kar Leon, kar. Ja, torej, jaz ne vem, kdaj sem zvedel za študij teologije, da to obstaja. Že kot otrok sem bil krščen, sem hodil v cerkev, zelo malo sem zvedel, kaj je na župnik po izobrazbi in tako naprej. Tako da na to vprašanje nekega takega odgovora nimam, kdaj sem za študij zvedel. Je bilo pa tako zanimivo, obiskal sem škofijsko gimnazijo in tam smo se seveda s temi temami krščanstvom in z religijo več srečevali, verjetno kot kje drugje. Ko sem se pa odločil, kaj bi šel študirati, so me pa zanimale strašno tako različne stvari, od enega naravoslovja, tudi fiziko sem malo razmišljal, da bi šel mogoče študirati. Vedel sem, da ne bi šel študirati ekonomije ali prava. In potem sem šel nekako bolj na izpadanje, kaj mi je všeč, kaj bi bilo tako, da bi bilo tudi zame primerno, mogoče je bila fizika tudi majčkeno prezahteven projekt zame. Pa sem se pa za teologijo odločil. V resnici nisem čisto točen vedel, kaj bi v življenju rad počel. Pa se mi zdela tako teologija najbolj tak študij, ki mi bo največ nekih odprtih možnosti pustila še za naprej. Pa ste potem pozneje, ko ste postali študent Teološke fakultete, bili zadovoljni s svojo odločitvijo? Mislim, ste našli odgovore na to? Ok, super. Ja. Nekako sem videl, tega sem se pa zavedal že od začetka študija, da bom mogel neko profesionalno kariero graditi tudi skozi neke obštudijske dejavnosti, da moram tam raziskovati, kaj točno bi želel v življenju početi in iz tistega bo pa prišel tisti začetek neke profesionalne poti. Sam študij nima nekega takega, z izjemo duhovnikov, nima nekega poklica, ki bi ga človek rekel, boš teološko fakulteto naredil, pa boš potem to v življenju počel. Po drugi strani pa ogromno je enih možnosti. Tako da sem zelo zgodaj začel, potem tudi že tam v prvem, drugem letniku sem začel že raziskovati, kaj bi pa vendarle v življenju rad počel in
sem se potem tudi v prevajanju kar našel, no, kar nekaj časa sem delal kot prevajalec. Potem sem pa malo zamenjal, v bistvu sem šel pa v nevladno organizacijo, ker malo se mi je zahotelo družbe, no. Prevajanje zelo sem utaknil. Super, hvala za podelitev. Pa še gospod Vidmar, kakšna je bila vaša pot do študija? Ja, v bistvu pri nas, pa tudi v župniji, se bi lahko rekel, da se je začel, zato ker smo imeli take zelo markantne kaplane. Med njimi lahko izpostavim današnjega iraškega nuncija, gospoda Leskovarja, in preko njihovega vpliva nekako sem v bistvu najprej vstopil v bogoslovje in bil 3 leta v bogoslovju, potem to pot zapustil, da bi postal duhovnik, ni bilo pa nikoli vprašanje, ali bom nadaljeval študij ali ne. Edino v 5. letniku sem imel potem, ker je bilo še zadnje leto možnost vpisati vzporedni študij, sem imel skušnjavo, da bi vpisal primerjalno književnost in filozofijo. Sem potem nekako se odločil, da bom raje vse sile usmeril v pisanje diplomske naloge. Super, hvala. Mogoče bi kar pri vas potem nadaljevala. Gospod Matevž, vam je potem bil študij dejansko všeč, oziroma kaj vam je bilo pri študiju samem teologije najbolj všeč? Katere vsebine so vas tako posebej nagovorile, tudi mogoče kakšne druge stvari, ki jih je teološka fakulteta ponujala? Lažje bi bilo odgovoriti na vprašanje, kaj mi ni bilo všeč. Potem pa tako, izvolite. Raj ne. Ampak ja, ne, meni je bilo, jaz sem užival v študiju. Morbiti malo je bil potreben preklop in če bo to poslušali dijaki ali pa bodoči študentje, bi jim res dal en nasvet, da čim prej naredijo preklop iz gimnazije na fakulteto, ker gimnazijski sistem je pač, da moraš narediti gimnazijo, študentski pa, da lahko to narediš, da imaš to možnost. Sem jaz enkrat do tega prišel, da lahko študiram, ne vem, pač po drugi strani pa ne vem, raznolikost študija mi je bila vedno všeč, da so bile teme res tako široke, da smo res vse segmente uporabili in da, ne vem, z vsemi, ki so študirali na drugih fakultetah, se pravi družboslovnih ali pa humanističnih, sem vedno lahko bil v debati, ker nekaj od tega smo pa tudi mi imeli na našem faksu. Ta širina mi je bila vedno zelo, zelo všeč, pa to človekovo vprašanje o Bogu oziroma odnos med Bogom in človekom. Hvala. Gospod Leon, kakšna je pa bila potem vaša izkušnja tega, kaj vas je nagovarjalo posebej pri študiju teologije? V bistvu ena stvar, ki je bila tako, ki me že v srednji šoli tudi zelo privlačila, pa ki je mogoče vplivala tako bolj nezavedno na odločitev, je bila filozofija. V študiju filozofije prva 2 letnika, ki sem jaz zelo užival. Tudi svetopismo, no, se mi zdi, da sem tudi tukaj veliko dobil. Pa tako, kot je Matevž povedal, se mi zdi, da je res največja kvaliteta tega študija je širina. Res veliko področji spoznaš zelo, zelo solidno, zelo dobro jih spoznaš in na marsikakšnem področju potem lahko daš neko kompetentno besedo, lahko nenazadnje tudi deluješ. No, to mi je zelo všeč. Bi se pa tudi temu mnenju pridružil, da ta preklop med srednjo šolo in fakulteto, da je lahko malo tak, da lahko povzroči malo problemov, če ne preklopiš v glavi. No. Jaz sem v resnici že v srednji šoli komaj čakal, da se to začne. Mi je ta sistem, ki je na fakulteti, bistveno bolj ustrezal kot pa srednješolski. Hvala. Jaz bi samo mogoče tukaj dodala, ker pred Bolognijo je bilo tako, da predavanja niso bila glih obvezna, sedaj je prisotnost na predavanjih
pogoja, ne, za upravljanje izpitov, tako da je tudi že na fakulteti malo več tega moram. Sploh pa potem mogoče na programu zakonske in družinske študije, ker so pa vaje, je pa prisotnost na vajah dejansko tudi res 100% oziroma kakšno upravičilo z razumljivih pogojev, kar je tudi dejansko razumljivo, ker je to tisto konkretno delo, ki ga terapevti zelo potrebujejo, in verjetno bo tudi gospa Tjaša znala malo več povedati o tem, kako je potem potekal študij na zakonski in družinski smeri. Ja, jaz bi tako, kot že moja predhodnika rekla, da je težko, da bi lažje skoraj odgovorila, kaj mi ni bilo všeč, ker mi je bilo vse toliko zelo všeč. Jaz sem res sem uživala, jaz sem komaj čakala, da se zjutraj zbudim, da grem, zdaj predvsem govorim o magistrskem študiju, ki je bil že v bistvu bolj specializiran, ker sem že vedela, da si želim postati terapevtka. Res, vsak dan sem komaj čakala jutro in se mi zdi, da vsa ta leta pač nadaljne specializacije, da so bila ena taka ful blagoslovljena leta, no? Ko se jih spominjam, mi gre kar tako na nasmeh, ker so tako lepi spomini, ker v bistvu sam študij ne gre samo za neko teoretično znanje, ampak seveda se treba kar veliko enih praktičnih veščin naučiti, veliko je vaj in tudi sam študij v bistvu gre dosti na globoko, ne. Dejansko vsak študent gre čez en svoj oseben proces, zato da lahko potem tudi v teh procesih spremlja druge osebe. In tudi na ta način v bistvu veliko narediš na sebi, tudi sošolci ob tebi, niso več samo sošolci, niso neki znanci, ampak vejo marsikaj o tebi, tako, če primerjam študij španščine, pa tudi teologije, ker že na sami teologiji dvopredmetni smo imeli recimo razne, niso bile glih duhovne vaje, zdaj se sploh ne moram spomniti izraza, vikendi, no, pač vikendi duhovni, ker smo imeli tudi delo na sebi in te to na drugačen način poveže, no. Tako da se mi zdi tudi z vidika odnosov, ki se jih zgradi s sošolci, z profesorji, tako res ena taka kvaliteta, ki jo drugje zelo težko najdeš, no. Jaz bi tudi to izpostavila, recimo ta dostopnost profesorjev, človeškost, res odnosi, ki grejo s tabo tudi v življenje in ki jih recimo jaz primerjam s kakšnimi drugimi ljudmi, ki govorijo o svojih študentskih letih, pa je res kar noč pa dan, se mi zdi ta vidik zelo pomemben, no. Leon in Matevž, se tudi vama zdelo, da je bil posluh na strani profesorjev, da mi radi poudarjamo na teološki fakulteti, da res gradimo odnose, da si tudi na podlagi tega drznemo biti malo drugačni, da študenti radi povedo, da niso zgolj številke. Ste tudi vi, ko vas je bilo še takrat mogoče malo več, danes, ko nas je malo manjše število vpisanih, se še to mogoče malo bolj začuti na 2 na 2, ampak kako je bilo takrat, no? Ko je mogoče še vpis malo večji in kakšne so vaše izkušnje glede odnosov? Če gospod Leon. Ja, v naših časih je bilo v prvem letniku, mislim, da vpisanih blizu 100 študentov. Sicer pač veliko jih je bilo tudi samo nekih formalnih vpisov, tako da je njih 30-35 študentov je takrat hodilo, ampak mi smo se vsi, seveda ne z vsemi enak povezali, ampak mi smo se tako poznali med sabo, smo navezali pač neke stike, z enimi za dlje časa, z enimi pač smo stike izgubili. Tudi 2 zelo dobra prijatelja imam, ki smo se v bistvu na faksu spoznali in tega je bilo veliko. Tudi, kar se pa tiče tako tega, se pravi odnosa s profesorji, je mogoče tako bi rekel, no, malo je bilo tudi odvisen od same snovi, ki je določen profesor predaval, ne. Ne vem, se spomnim profesorja Garjola, da z njim smo imeli zelo lahko odkrite debate in tudi pač posebej na teh vikendih, ker smo pač vaje izvajali, tam smo se res lahko tudi
lahko povezali tudi pač čisto odkrito pogovarjali o sebi. Zdaj, ne vem, tam kakšna filozofija je pa pač tega bilo malo manj mogoče. Hvala. Gospod Matevž. Ja, zdaj, da ne bomo sami idealizirali, ne. Mislim, a veste, to bi res rad povedal, pač vedno obstaja nek profesor, ki pač ti ne bo všeč, in nek predmet, ki ti ne bo všeč in ga boš pač mogel narediti, to je dejstvo. Ne. To je ne glede na to, kaj študiraš in kje si, pač od osnovne šole dalje je pač to, ker so odnosi, tudi tisto človeško pride zraven, ne samo profesionalno. No. Tako da, pri nas je bilo isto, odvisno od profesorja. Z nekaterimi smo se zelo dobro razumeli, z nekaterimi malo manj, tako da morebiti za razliko od gospoda Jagodica smo pa mi z nekimi drugimi profesorji malo bolj odnose imeli globlje ali pa take zelo povezane. Tudi pri nas je bilo tako, no, da nas je bilo vpisanih na začetku 70 in potem nas je tako v prvem letniku 50 redno hodili na predavanja in potem dejansko, jaz mislim, da nas je 30 dejansko diplomirali, kar je mislim, da zelo velik odstotek. Je pa res, da smo bili tak letnik, ki smo redno hodili na predavanje, ne da bi nam bilo to treba povedati. No. Tako da, ampak mi smo hodili tudi zaradi družbe, ne vem, pač te družba povlekla, ker smo res nekako tako bili povezani med sabo, da smo na predavanja hodili. No, na simpozije smo malo manj radi hodili, ampak je bil en profesor, ki je imel zelo dobro obiskane simpozije, smo pa vedno v šali rekli, da zato, ker so obvezni. Lepo, hvala. O kvaliteti študija ste zdaj že nekaj povedali, oziroma ste malo omenili to širino, ki jo da študij na Teološki fakulteti. Jaz bi samo vse, ki nas poslušajo, ki bodo nas mogoče tale posnetek potem pozneje gledali, opomnila, da programi predmetni, oziroma so objavljeni na spletni strani, pa sedaj tudi, če greste na virtualni sprehod, na informativi, na šestojnici Teološke fakultete, tudi tam med gradivi najdete naše predmetnike oziroma kaj nam ponujajo določene smeri, pa katere smeri imamo. Zdaj, kot smo že rečeno, danes imamo tukaj dva gosta, ki sta študirala teologijo in gospod Jaša Šuštar, ki je pa študirala na prvi stopnji dvopredmetno teologija španščina in potem na drugi stopnji zakonski in družinski študij, pa pozneje še opravila izpopolnjevanje iz zakonske in družinske terapije. Tako da jaz bi vas zdaj prosila še mogoče malo več, če poveste o tej vsebini, ne mogoče samem predmetniku, ker to se je tudi zdaj že tekom let malo spremenilo, dodelalo, sledilo smernicam, ki pač kraljujejo v Evropi, bi lahko rekli, pa vsem nacionalnim agencijam, ampak tako, me zanima, kateri so pa bili tista močna področja, ki ste jih potem odnesli ven. Zdaj, eno je tisto, kar človeka zanima, drugo je pa tisto, kar res dobija, ki se bodo mogoče tiste močne točke, katere ste se naučili za življenje. Ni nujno, da je zdaj to neka snov, ampak tudi tako z odnosov, neki nauki za življenje, ki pač jih vsak študent prej ali slej spozna, če drugo ne, mogoče tudi preko izpitov, če kdaj ne gre tako, kaj kakor si je zamislil ali pa podobno. Kar jaz odgovorim? Lahko, izvolite. Kar sem jaz najbolj odnesla, mogoče omeniti, da študij zakonskih družinskih študij in pa terapija ne gre v bistvu za svetovanje, ne gre za to, da v bistvu res človeka začutimo, da mu pomagamo v bistvu del poti njegove prehoditi skupaj, da lahko razvije mogoče določene kompetence, da lahko v bistvu najde tisto svojo pot sam. Mi v bistvu ne svetujemo, ne pravimo ljudem, kako naj živijo svoje življenje ali kako naj rešijo svoje stvari. Tako da kar se mi zdi, da smo se res naučili, je to, kako prisluhniti, kako razviti eno sočutje, kako to izraziti na tak način, da se druga oseba, da res začuti, da smo mi tam z njo, da jo spoštujemo, da je oseba v bistvu tam in da je totalno spoštovana in da se zavedamo dostojanstva vsake osebe. Tako da to se mi zdi, da je tisto, kar gre res s tabo v življenje in kamorkoli potem greš, karkoli delaš, je to s tabo.
Se mi zdijo pa sami, v bistvu sam program teh zakonskih družinskih študij in terapije zelo, zelo dober. Res, tudi ko profesori, pač ko se pogovarjaš z študenti iz prejšnjih generacij, vidiš, da profesori vsako leto prenovijo svoje teme, da so v bistvu kako naj rečem, v stiku z aktualnosti. Ja, z aktualnostjo, z novimi raziskavami. Vidiš, da tudi profesori rastejo, da nimajo nekega programa in ga potem samo vsako leto naprej podajajo, ampak je vsako leto dejansko celo bolj poglobljeno, tudi zelo se odzivajo na študente. Veliko je bilo pri mojem temu študiju za zakonsko družinsko terapevtko možnosti, da vprašaš, da v bistvu so tam res profesori zate, da ti pomagajo, in če je kakšna tema, ko mogoče niso najbolj specialisti v tisti, ti tudi povejo, kdo pa je, ti dajo recimo tuje avtorje. Skratka, res, jaz sem bila zelo, zelo zadovoljna. No. Na začetku moram priznati, da me je malo skrbelo, ker jaz sem že imela 7. stopnjo narejeno. Se pravi, da magistrski študij znotraj Bolonjca ni bil več zame zastonj, ker načeloma sem jaz že dosegala to stopnjo. In sem se potem spraševala, a bo sploh vreden v smislu, pač, treba je plačati, a boste tisti 2 leti, a bo v bistvu dovolj kvaliteten program, da bom zadovoljna. In ja, totalno, ni mi bilo žal nikoli, in je bilo vredno in plačila in časa in vsega, no. Tako da moram zelo pohvaliti. No. Super, hvala. Še tukaj sem vprašala, glede na to, da delujete v tujini, je potem bilo s priznavanjem, so bile kakšne težave, ali so vam priznali ta študij? Bilo je veliko dela, tudi veliko financ je bilo treba v to vložiti, zaradi tega, ker v bistvu, ko dobiš ti diplomo, je zdaj po ta nova, mislim, da je tudi angleška verzija zraven, tako da znotraj Evrope, načeloma se mi zdi, da bi... Znotraj Evrope je priznanje. Ja, znotraj Evrope je, tako da sploh ni problema, je tudi predmetnik preveden in tako. Zdaj, če greš v državo, kot je Čile, kjer angleščina kaj veliko tukaj jim ne pomeni, jaz sem morala vse sama prevesti, veliko stvari je bilo treba tudi dati prevesti v bistvu sodnemu prevajalcu, kar je kar drago. In tudi sam proces tukaj znotraj Čila je trajal približno 1 leto, da sem jaz prevedla tudi sama, hvala Bogu, lahko in predmetnike in opis vsakega predmeta posebej. Tako da, ja, na koncu so mi priznali in diplomo iz teologije in magistrski študij, no. Tako da nimam kaj, nimam nobene pripombe glede tega. Hvala za podelitev. Gospod Matej Žvidvar, vi danes ste sicer za Jadran imeli druge vode, ste direktor Rahelinega vrtca v Medvodah, če se ne motim. Kako je sledila ta vaša karierna pot, pa kje mogoče pa ima kljub temu, da se verjetno ukvarjate s financami, organizacijo in vsemi drugimi stvarmi, zdaj malo bolj, kje pa ima teologija še vedno potem prostor znotraj vašega dela? Ja, zdaj v karierni poti bomo govorili tam čez 21 let, ko bom dejansko nekaj pokazal. Ker ne vem, če imam vse skupaj že 5 let delovne dobe, no, ali pa sem tam. Ampak ja, jaz sem v bistvu že v 4., 5. letniku začel učiti verouk po župnijah, ker je bila taka potreba. Imel sem res veliko verouka, vsak dan popoldne po 2-3 ure sem se vozil v Domžale in v Kamnik v 4. letniku. Tako se je nekako v bistvu začel, da so župniki videli, ker mi pa res kljub, ne vem, izpitom ali pa ne vem, bilo čemu, mi verouk ni odpadal. No, sem bil res zelo, zelo reden in pač tudi vesten in to jim je kar nekaj pomenilo. No. Tako da so se te župnije kar malo menjavale med sabo. Potem pa, ko sem pa diplomiral, sem imel pa že v bistvu to kur, da nekako je bilo za neko polovično zaposlitev in se pravim, ker sem pri župnikih dobil tudi neko zaupanje, so tudi sami nekako predlagali, da bi me na škofiji zaposlili in sem v bistvu prvo leto delal polovično kot katehet. Potem pa spet zaradi priporočila pa zaradi potrebe na škofiji so me zaposlili v nadškofovem kabinetu.
Tam sem delal 2 leti, poleg tega še vedno učil verouk. Potem pa spet zaradi priporočil je prišla pač ta možnost, da prevzamem to delovno mesto direktorja. Ne, da bi se hvalil, ampak se nimam nič pri tem, no, pač drugi so to nekako v ozadju je bilo. In sem ga videl kot en velik izziv, četudi je bilo pa res, tako kot ste pa rekli, v ozadju je bilo pa malo tiste, bom rekel, tudi vprašanje, da se pa od teologije vendarle malo poslavljam, ker je vodenje vrtca kot takega v bistvu stvar organizacije, ne pa več tega, kar sem prej užival, ko sem bil v pastorali, ko sem imel tudi različna predavanja, različne članke sem pisal, jaz pravim poljudno znanstvene, se pravi, meni je bil vedno izziv neko teološko zadevo napisati v preprost jezik, da je bila lahko objavljena, ne vem, na časniku Novi glas ali pa na časniku. Tako da danes, tako bom rekel, ampak ne moram pa reči, da mi pa teologija nič ne pomaga pri temu. Glih danes smo imeli en maratonski 7-urni sestanek, govorili smo o nekih zakonih, in ko sem se nazaj domov vozil, sem si pomislil, res je, da gre za čisto drugo strukturo zakonov, pa vendarle neka govorica, pravna govorica je tudi v zakoniku cerkvenega prava in te osnove smo dobili na fakulteti. Ne moram reči, da mi nič ne pomaga, je pa res, da mora biti najboljša reklama, pa ta trenutek nisem. Hvala, ampak po drugi strani pa pokažete, mislim, je vaša življenjska pot poklicna do sedaj pokazala, da teologi lahko delajo na marsikaterem področju. Pa tudi to, kako delodajalci oziroma tudi profesorji, če opazijo, bomo rekli, vestne, marljive študente, lahko dosti pripomorejo potem tudi k sami zaposlitvi. Mogoče tudi ena taka stvar, bi radi tudi povedali študentom, bodočim študentom, da obštudijske dejavnosti niso zaman in da jih je pametno, kvalitetno zbirati. Mogoče gospod Leon, tudi vi ste že tekom študija rekli, da ste opravljali različne službe, pa je potem bila pri vas začrtana še ta karierna pot in potem kako ste pristali pri Iskrenih, ki pa se ukvarja precej s teološkimi vsebinami in eden izmed portalov, ki skrbi za ozaveščanje v raznih o krščanskem življenju, različnih področjih. Jaz sem v principu zelo hiter, ko sem pač začel s študijem, sem prišel do spoznanja, da želim delati nekaj s knjigami. A se slišimo? Jaz vas slišim. Lejo, malo slabo vas slišimo. Ja, se zdaj nisem nič govoril. Ok, sedaj pa vas. Začel sem odgovarjati na vprašanje. Torej, ja. Jaz sem zelo hitro prišel do spoznanja, da bi želel tega podobnega že tako v bistvu. In sem nekaj v tej smeri potem iskal. Najprej sem imel zelo taka različna priložnost na študentska dela, ukvarjati malo. In najprej sem začel prevajati sicer ta navodila za bele. Se opravičujem, mogoče, če bi kamero, samo vi, gospod Lejo, ni sklopil, mogoče boljše delali zvok. Potem sem začel hiter. Bo zdaj bolje? Ja, zdaj se pa dobro slišimo, se opravičujem. Se sliši? Ja, vse. Ja, ni problema. Tudi za uporabo raznimi, kasneje sem začel objavljati v raznih revijah, nekaj pri družini, v tretjem.
tem dnevu sem kar precej objavljal. Imel sicer eno krajšo zaposlitev v eni manjši založbi. Se upravičujem, ampak zelo za zamikom slišimo. Tako da tisto sem videl, da ne bo dolgo trajalo. Ja. Mislim, da signal bi mogel imeti kar dober. Aha, ok. Ja. Sem se ukvarjal s prevajanjem. Tukaj mi je teološko znanje zelo prišlo prav, ker prav zaradi te širine. Mogoče se še enkrat odjavi. Ker nekako sem se specializiral za humanist. Kako? Mogoče bi bilo dobro, če bi se še not prijavili, ker vas ful prekinja. A vi slišite normalno? Ker meni ga skozi zmanjkuje. Jaz slišim vse normalno. Bom se odklopil, pa še enkrat priklopil. Dajte probat, no, ker mogoče bo šlo, ker zdaj vas res... Aha, ok, se vidi. Ok. Se upravičujemo, to se dogaja na tehnologiji. Bomo počakali zdaj gospoda Leona, da se nam pridruži. Pa še mogoče ta čas tudi jaz malo naredila še reklame, bom rekla, za obštudijske dejavnosti, ki so možne tudi na teološki fakulteti. Študenti se lahko včlanite tako v študentski svet kot študentsko organizacijo, potem se pa pač prirejajo, seveda ne v času covida, imamo vsak četrtek tudi sveta maše, pa takšna prijetna srečanja po njih s picami, prigrizki in tako naprej, razne adventne pa postne akcije, veliko je ekskurzij bilo, vsaj v preteklosti, upamo, da se tudi čim prej tudi vrne nazaj. Različna mesta, tudi po večdnevne, smo bili v Firencah, pa v Rimu. Ja, pa potem kot študenti se pa dejansko tudi zelo vključite lahko še v življenje samo, ki je sicer tajničkano okrnjeno, ampak kot pravim, vsi upamo, da bo prišlo to nazaj in da boste lahko dobili potem tudi nove izkušnje oziroma tudi takega študentskega življenja. Zdaj, gospoda... Ja, šlo že naprej, ali? Ne, jaz sem samo naredila, tako, ja, prosim, jaz sem naredila samičke reklame za obštudijske stvari. Izvolite. Lepo, tudi jaz sem se kar precej s prevajanjem ukvarjal. Potem sem pa dejansko ugotovil, da je to za moj značaj malo preveč samotarsko. Delo, da ne bi želel celo življenje samo na zavodu iskreni iskali sodelavca in se potem nekako priključil ekipi. Začel za take upravno-administrativne stvari. Zdaj pa tudi tam že počasi prihajam nazaj bi rekel, star poklic, mogoče malo manj povezane z teologijo. So bolj upravno-administrativne narave. Super, hvala lepa. Zdaj pa imamo mi, če sicer 20 minut do konca, pa bi jaz povabila, ker imamo nekaj gostov, če ima kdo kakršnokoli vprašanje za koga izmed naših gostov, naših alumnov, bivših študentov ali pa tudi mogoče za nas, ki smo zaposleni na teološki fakulteti, vas vabim res k besedi, lahko tudi napišete,
v chat, če želite, ali meni, ali vsem. Lepše še pa, če se nam pokažete, pa postavite kakršnokoli vprašanje, ki ga imate. Mogoče ta čas, ko še čakamo, če se bo kdo opogumil, kakšne imate pa vi spomine na obštudijske dejavnosti? Se opravičujem. Kako ste vi doživljali tisti svoj prosti čas, ali pa kako ste se družili na fakulteti, ne vem, izven tistih uradnih predavanj? Imamo recimo 15-minutne odmore, takrat se marsikaj lahko zgodi. Tjaša, mogoče, če vi kar začnete, ko ste že prej omenili, da ste zelo veseli bili vsak dan znova, ko ste zjutraj se lahko odpravili na fakulteto. Ja, mi smo imeli prav svoje posebne sešne, no, bi tako rekla. Na magistrskem programu smo imeli že tudi kar nekaj praktičnih vaj v samem predmetniku in včasih smo imeli vmes res teh 15 minut ali pa kakšno uro, tako da za eno skupinco študentov, ki smo bili prav bolj prijatelji, no, smo šli zdraven v eno kavarno in smo, ki je bila taka malo bolj, se ne vem, če še obstaja, stiška čajnica, ki ni bila tako polna, ne, čez dan in je bil en tak kotiček, tako da smo si naštimali stole in smo potem v prakso spravljali, kar smo se zjutraj naučili, ne, sicer so nam profesorji svetovali, da mogoče to ni glih najbolj pametno, ne, ker dejansko, ja, pri teh vajah je fino, da je tudi profesor zdraven, da ti pomaga, da te v bistvu mačkan usmerja, ne, ker lahko pridajo določene teme na plano, ampak smo bili mi tako vsi zelo navdušeni, tako 4 prijatelji smo bili, no, smo vsem to počeli, tako da smo izvajali pač tako igre vlog, mačkan, da smo povadili, kar smo se zjutraj naučili, no. Ja, so bila pa kosila tudi vedno ena taka priložnost, da smo predebatirali, kar smo na predavanjih slišali, tako res je bilo, ja, tudi to druženje zelo napolno izkoriščeno. Super. Mogoče je bil kdo od vas tudi na kakšni medštudijski izmenjavi, ima izkušnje s študijom, tudi mogoče kako izmenjavo preko Erasmusa ali česa takega? Ne, okej. Jaz sem bila na Erasmusu, samo ne prek teologije, prek španščine sem bila, ker na tisto univerzo, ko sem šla, nisem imela možnosti v bistvu, da bi izvajala tudi teoloških predmetov, ja, tako da sem v bistvu za 1 leto sem malo študij teologije zamrznila, ali kako bi temu rekla. Ja, je pa, jaz bi spodbudila, da študenti, če imate le možnost, da greste ven, da spoznate novo kulturo, en nov pogled v bistvu ti odpre, no, študij v tujini. Se mi zdi zelo, zelo pozitiven, če se da. Super. Gospod Vidmar in Jagodica, ste hodili na kakšne ekskurzije? Imate kakšne spomine prijetne z kakšnih izletov ali pa z kakšnih drugih druženj? Menili ste tukaj duhovne vikende, pa tudi marsikaj drugega se dogaja, se ponuja študentom. Mi smo bili od začetka en tak letnik, ki smo kar veliko stvari sami organizirali in imamo danes res lepe spomine na to, no, ko piše tle, da si bil študijsko aktiven, meni se ni zdelo tako, da sem bil, ker nisem bil v nobenih teh študentskih organizacijah, ne vem, kakšnih stvari se nisem posebej udeleževal, pa ko sem pa nazaj gledal, je bilo pa v bistvu tega kar veliko, ne vem, organizirali smo od 1. do 3. letnika piknik, na koncu leta za naš letnik, 2. pa 3. letnik smo povabili tudi profesorja zraven, ki je imel na začetku mašo in lahko rečem, da profesor, ki je bil v 3. letniku, je šel iz našega piknika, zdaj se ne spomnim, ali je bilo pol polnoči ali pa v 12:30 zjutraj, pa je že starejši profesor, da ne bo pomote, ne. Ne vem, če sploh še predava, po moje, da je že upokojen, ne. Pa ne vem, potem ja, organizirali smo ekskurzije, potem tudi mimo našega letnika, to je bilo medletniško, smo šli na Škotsko za 10 dni s škofom Jamnikom, tako da to je bil tudi en tak projekt, ki sem bil tudi jaz v bistvu v njega zelo vpet. Potem
potem pa ne vem, še take stvari, ki so bile včasih na teologiji tradicija, jaz ne vem, če so še, ampak organizirali smo miklavževanje, ki je bila tudi za nas, ne vem, smo pripravili eno, mislim, da 20-minutno predstavo, nek šov, misijo Teofanija, in tam smo oponašali profesorje, predprofesorji, zbirali novega Miklavža, in najbolj zabavno je bilo seveda v zbornici, ampak so profesori to, bom rekel, zelo dobro vzeli, ker so nas poznali kot en tak letnik, ki smo sicer si, bom rekel, veliko dovolili po eni strani, ampak smo tudi gojili eno veliko spoštovanje do profesorjev, in to je na koncu privedlo, da smo imeli res tak odnos, da smo lahko si to tudi privoščili, no. Tako da je bilo teh stvari, ne vem, jaz sem jih že malo pozabil, no. Imamo pa še eno navado, ki pa je se potem po faksu, vsako leto se dobi 6 sošolcev na kuhanem vinu. Zdaj ne pridemo vsako leto, ni 6, letos nas je bilo pa prvič, ne, ker smo se prek Zooma dobili, in jaz bi tako rekel, no, morbiti nas je vse, da smo danes, ne vem, sošolca manjka je, ki ima SP, pa vodi projekt Emaus, sošolka je na zavodu Nefix, druga sošolka dela v Zveza prijateljev mladine. Skratka, vsi imamo zaposlitev, delamo, v odstotkih težko reči, kaj je to, kar smo študirali, ampak mislim, da nam je pa glih to, da smo bili pa že za časa kot študenti res aktivni na vseh področjih, ne, pa tudi če gre sam za en piknik, ne, se mi zdi, da je to veliko prineslo, da smo potem v bistvu se v življenju nekaj najdli pa dobili zaposlitev. No, vse aktivnost je tudi to, ne, ko ste prej omenili, da ste poučevali verouk že kot študenta, ne, kar je gotovo prinese kar velik zalogaj izkušenj, spravljene tiste teorije potem tudi verjetno v prakso, pa pri krotitvi otrok še kakšne pedagoške sposobnosti, ki vam tudi danes lahko pridejo prav, ne? Jaz vedno svojim vzgojiteljcem rečem, ker imam še zdaj učim verouk, ob svojem delu, 6. pa 7. razred imam in vedno vzgojiteljca rečem, da morajo dobro zadevo postaviti, ker vse te otroke bom morbiti jaz kdaj dobil v učilnico. Lepo. Gospod Leon, kako je pa bilo pri vas? Mogoče tudi, če poveste, kaj je v usklajevanju potem družinskega pa študijskega življenja. Pri nas je tudi kar nek študentsk se že med študijem odloči za to, da si ustvari družino, pa večinoma imajo zelo lepe izkušnje. Zdaj pa imamo eno vprašanje. Pa če prosila, če lahko na to prvo odgovorimo. Mene pa zanima, kakšna je pot... Samička. Da vidim vprašanje. Kakšna je pot do zakonskega in družinskega terapevta in ali se je treba po magisteriju še vedno izpopolnjevati? Hvala za odgovor. Lahko Tjaša poveste svojo izkušnjo? Ja, odkar je ta bolonjski sistem, je res, se svetuje, da se najprej študira zakonske družinske študije magisterij in še potem izpopolnjevanje. Zaradi tega, ker po samem magisteriju ti še nisi terapevta, ne. Dobiš veliko teoretičnega znanja, kar nekaj tudi praktičnih izkušenj, ker že so vaje in tudi, ker znotraj magistrskega študija izvajamo tudi prakso v različnih nevladnih organizacijah, ampak to ti ne da, ne moreš še potem izvajati terapij, a ne. Lahko pa za tem magisterijem si zaposlen v raznih nevladnih organizacijah, ne vem, v vrtcu, skratka, podobno kakor, a ne, ostali teologi, samo da imaš kot magister zakonskih in družinskih študij še kar veliko enih znanj o psihologiji, o v bistvu razvojnih ciklih družine, tudi o sami travmi, nisi pa še terapevta, ne, tako da je potem potrebno izvesti še 2 leti izpopolnjevanja, potem še stažiranje, določeno število ur, ker v bistvu, a ne, včasih tega magisterija ni bilo in je obstajala samo specializacija, ki je pa zajemala več ur, a ne, tako da dejansko tudi, če se samo vpišete na izpopolnjevanje, še zmeraj ne boste imeli dovolj teoretičnih ur, v bistvu potem za naziv, tako da boste nekako vseeno morali se vpisati vsaj na določene predmete magisterija, da dobite tudi dovolj ur prakse, teorije, no. Tako da je najbolj priporočljivo, no, da oba programa naredite.
upam, da sem razložila, Ja, kar tako hvala. jasno. Zdaj, mogoče, če še sam lahko dodam, Ja, bi samo rekla, da je to nek sistem, kateremu moramo slediti, pač dejansko neki zakoni, ki so v Sloveniji, si pa sedaj tudi zelo prizadevajo dejansko, da bi se sprejemajo novi certifikati za psihoterapevte. In tudi zelo sledimo temu, kot s predmetnikom, s prenovami, tako da bi bili kvalificirani, da se potem lahko tudi dejansko bi pridobil ta certifikat. Je pa to tako specifičen študij, ravno zaradi vseh teh potrebnih ur dela, da je pot mičken daljša, ampak ste že tekom svojega dela kot viažist, ne viažist, se opravičujem, stažist, kot stažist pa ste že potem dejansko tudi prejemate plačilo in ste že zaposljivi lahko, ne, tako da se ne dela potem zastonj. Gospod Kleven, zdaj vas pa se opravičujem, se vas prej prekinila, vam dajem besedo še glede vaših obštudijskih aktivnosti. Ja, nič hudega. Posvet je bilo takrat še kar zelo aktualna zadeva, ne vem, kako je s tem zdaj. Imeli smo tudi ekskurzije, razne takšne in drugačne družabne dogodke. Zdaj, ko malo za nazaj razmišljam, da smo nekaj zelo, zelo povezani s parimi sošolci, ja, prej omenjenima dvema, en je tukaj zdaj ostal, se ga zneselili. Ampak je bilo od tega kar tako veliko, ves čas si imel kaj za početi, ni bilo glih, da ne bi imel kaj početi. Sem se pa v dejavnostih biti v to, da si gradim začetek kariere, ker če tega ne bi bilo, če ne bi že tekom študija šel do neke točke, da bi malo bolj vedel, kaj želim v življenju početi, ja, se pa težko potem zaposliš, ja. Hvala. Zdaj sem še vedno imela majčkeno težave z sluhom, da ste drugi bolj slišali. Mene zanima, če smo odgovorili na prejšnje vprašanje, pa če še imate kakršnokoli vprašanje, res prosim vas, da še te zadnje minute izkoristimo za to, da vam odgovorimo na to, kaj vas zanima. Še dobili eno message. Kakšna pa je zaposljivost diplomanta teoloških in religijskih študij oziroma kasneje magistra religije in etike? Tukaj se kar jaz čutim poklicana, da to odgovorim, ker sem sama študirala tale program. Mislim, da mi bodo sogovorniki dovolili. Jaz bi tako rekla, teološki in religijski študiji so prva stopnja Bolonije. Vsi prvostopenjski bolonjski programi so nekako tako zorganizirani, da samostojno človek ni kompetenten, da bi delal samostojno. Sicer bi rekla, da po znanju določenem, kje bi že lahko, ampak pač tista diploma ni kot bivša diploma, ne? Se pravi, da je skorajda nujno, da če želite potem samostojno upravljati nekaj, da se pač pišete še na nadaljevanje študija. Edino, če najdete neko zaposlitev, kjer jim je dejansko vseeno, kakšno izobrazbo imate, pa kjer, ne vem, recimo v nek določeni pisarni, kakšna administrativna dela, v kakih organizacijah, kjer dejansko te stopnje izobrazbe ne zahtevajo. Se ponavadi zahteva kar 7. stopnje. Jaz bi tako rekla, delate lahko kot neki raziskovalci, veliko jih gre v novinarstvo, to tudi mogoče zaradi ene širine, ki jo da študij, od prepleta sociologije, kar dosti sociologije, pa potem tudi kar nekaj medijskih predmetov oziroma predmetov povezanih z medijami, in pa seveda razne religiološke, filozofske, tudi nekaj psiholoških vsebin, ki jih da študij. Potem pa se lahko zaposlite, tako zdaj ni redko, ki je prav napisano, ne, da bi oni zaposlovali študenta religiologije in etike, ampak v raznih organizacijah, medijih, bi rekla,
področjih, kjer jim dejansko humanisti pridejo prav. Mogoče se glih točno specifično z verstvi ne bi dalo ukvarjati, ker v Sloveniji je žal ta problem, da v šolah ni verskega pouka, razen če se potem kvalificirate za predmet vera in kultura, pa naredite še pedagoško in andragoško izpopolnjevanje, ki jih potem v srednjih šolah morate imeti, da lahko delate kot dodatek, ampak drugače pa predvsem tam, kjer iščejo humaniste, no? Pa družboslovce tudi recimo v kakšnih raziskovalnih sistemih, oziroma teh tam, ki se ukvarjajo z različnimi preučevanji prebivalstva, popisi na nacionalnih agencijah, kar nekaj ljudi je tudi v politiki. Moram vam pa tudi povedati, da pač ta smer je še dokaj mlada, pa da še tudi kaj dosti diplomantov ni prišlo ven, no? Tako da ne vemo še toliko, probamo malo slediti, kje so zaposleni. Mislim, da trenutno prevladuje odstotek, kot sem že prej omenila, pa v medijih, potem različnih, ali online mediji, ali pa potem tudi preko radija in televizije. Imamo pa tudi na spletni strani, pa potem na Facebooku, če spremljate tudi podelitve študentov, ki povejo tudi svoje izkušnje študija, pa kaj jih je tam nagovoril, pa če imate kdaj še kakršnokoli vprašanje, lahko tudi pišete ali meni osebno na mail ali v naše referate, ki pač lepo pa hitro odgovarjajo na vsa zastavljena vprašanja. Mogoče še samo tako, čisto na kratko, če zaključite, Matevž, vi ste študirali teologijo, komu bi priporočali študij teologije? Tistega, ki ga to zanima, a ne. Jaz mislim, da vse to je, veš, da to je vsak študij je tak, no, da imaš največje probleme, da, ne vem, v 4. letniku ne veš, kaj bi študiral. Tudi, ne vem, moja izkušnja iz srednje šole je bila, da so imeli sošolci pa sošolke problemi s tem. Tako da, če te to zanima, ne vem, smo kar nekaj različnih, bom rekel, področji vsi trije naštela, ne, midva z Leonom zagotovo področje filozofije, pa svetega pisma, cerkvene zgodovine in še ostala področja sociologije, pa tudi psihologije, pedagogike. In če bi rad dobil tudi neko širšo sliko tega humanističnega študija, pa če nisi tako, da si res neki strogo omejen, ampak da te res zanima več področji, potem je teologija, mislim, da te prav. Hvala. To bi še rada povedala, da smo tudi s Kariernim centrom Univerze v Ljubljani, pač redno sodelujemo kot članica Univerze v Ljubljani in dobivamo tudi od njih čedalje več nasvetov in spodbudnih besed, kako pa bo humanistika v prihodnosti zelo, zelo iskana in kako dobre uspešne zgodbe tudi v Sloveniji pišejo že nekatera recimo naravoslovno ali pa strojno naravnana podjetja. Recimo en tak primer je bil v enem izmed znanih podjetij, ko so dejansko imeli zelo veliko učinkovitost, ampak ni bilo povezanosti med sodelavci, nekega odnosa. Potem so namensko zaposlili enega humanista, ki ni imel nobenega znanja, ne, o tistih strojnih zadevah, ampak zgolj zato, da ljudi poveže in posledično še so zelo tudi povečali svojo storilnost, potem dobiček, ker je bil odnos boljši, ne. Tako da mislim, da je prihodnost humanistike tudi na tema, ne, da in vem, da študij teologije in religiologije dejansko to omogoča oziroma daje to, da se gradi za te odnose, da smo kompetentni potem delati z ljudmi, kar tudi mogoče v teh kriznih časih se bo še zelo bolj pokazalo, ko bo še toliko več stisk se začelo kazati tudi na delovnih, znotraj službe, znotraj dela, znotraj delovnih organizacij. Hvala. Zdaj, če ne bo več nobenega vprašanja, bi se jaz najlepše zahvalila rada vsem našim gostjem, ki so podelili svoje izkušnje z nami v tem online pogovoru z alumni, ki smo organizirali preko informative let 2021. Hvala vam za vaše besede, hvala vam za vaš čas, predvsem in za vse lepe spomine. Za en prehod sem se tudi jaz malce še sprehodila po svojih spominih študija teologije, pa
Če imaš še kdo kakšno zaključno besedo, pa še prosim za zadnje stavke. Če gospod Lejon, začnemo še se zdaj z vami. Ja, spodbujam študente, bodoče študente, naj se prijavijo, naj se vpišejo na to, kar mogoče najpomembneje tako pri samem študiju, kot pri obštudijskih dejavnosti, koliko si sam pripravljen na to vložiti. In če si sam pripravljen veliko vložiti, boš tudi. Hvala. Gospod Jaše. Ja, jaz bi tudi še enkrat povabila, da če imate kakšne dvome, če še... da če ste v dvomih, a bi šli študirati, recimo te zakonske družinske študije, terapijo, da res poiščete nekoga, ki je to že študiral, ali pa tudi, če ste v dvomih, a bi šli na teologijo. Se mi zdi, da to so res tiste informacije iz prve roke. Meni so zelo pomagale, no. To je pri meni odločilo, recimo, je prevagalo za mojo odločitev, no. Bolj kot sama vsebina, ne, študija, ki gledamo nek predmetnik, ne, je drugače, če ti nekdo pove, ki je v bistvu, ki že ima to izkušnjo, ki ga lahko res direktno vprašaš, kaj je tisti črviček v tebi, a ne, ki mogoče še ni dobil odgovora, ki ga rabi, no. Hvala lepa. Za vse, ki vas zanima tudi študij teologije, imamo tudi sedaj eno spletno platformo Študenti za študente. Lahko poiščete na Instagramu, na Facebooku, pa mislim, da imajo začeti celo svojo spletno stran, pa tudi študenti lepo pridno snemajo podcaste, tako da če vas karkoli zanima, lahko tudi tam malo počekirate, pa preverite, njim postavite vprašanje, pa ste dobili tudi z prve vrste odgovore. Pa prosim še za zadnje spodbudne stavke za vpis gospoda Vidmarja. Ja, jaz sem že večinoma povedal, kar tiste moje spodbude. Je bilo pa tam predvideno, da bomo imeli še zadnjo točko anekdote. Ja, res je. Je res ne bi prehranil, no. Eno res čisto na kratko. Izvolite. V drugem letniku pri filozofiji religije bi mogli pisati kolokvij iz okrožnice papeža Janeza Pavla Vera in razum. Poučeval nas je, oziroma predaval je škof Jamnik, tam je 10 minut ga ni bilo. In še srednješolska miselnost nam je dala, da smo že vsi razmišljali, da pa nam morebiti ne bo treba pisati. In smo se odločili, da po 15 minutah gremo. Smo pa na tablo napisali, glede na to, da je bila okrožnica Vera in razum, smo napisali sporočilo: v dobri veri smo razumno odšli. In to okrasili, napisali. In tam njena četica 20-25 študentov je vehementno odkorakala po stopnišču dol, po stopnišču gor je šel pa škof Jamnik s polami in svojim kufrom v roki. In najprej je bilo malo kislih obrazov, ker nismo računali, da bo to dejansko prebral, ne. No, potem, ko je pa v razred oziroma v predavalnico stopil pa to prebral, je pa komentiral, da bo malce bolj prizanesljiv pri popravljanju, glede na to, da smo bistveno že kar napisali na tablo, no. Tako da ni nič zameril in je bilo tudi njemu tako v dobro voljo, no. Odlično. Do takšnih zgodb mislim, da imajo naši študenti kar nekaj. Mislim, ne, da profesorjev ni na izpite, ampak da profesori z dobro voljo vzamejo stvari, ne. Se pa seveda tistih akademskih 15 pa potem na fakulteti kar malo spozna, ne, malo drugače kot potem. Tudi to je en prehod izmed srednje šole potem na fakulteto. Hvala lepa vsem, ki ste bili z nami. Še enkrat pozivam vse, ki imate kakršnakoli vprašanja, da nas poiščete, da nam pišete. Jutri še tudi poteka informativa, lahko se tam na klepetalnici pridružite ali pa kakorkoli lažje nas najdete na Instagramu, na Facebooku, na spletni strani so pod kontakti objavljeni naši maili. Tudi pokličete lahko v referate, se vedno rade volje oglasijo pa vam pomagajo. Jaz vam vsem želim en lep večer, en lep vikend, ki je pred nami. Bilo zdravje v teh dneh vsem študentom, ki se odločate, da bi res premislili, pa da bi zbrali pot, ki bi vam bila najboljša, in želimo veliko blagoslova na tej poti. Srečno in lep večer.
Hvala.